Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Prejšnji teden na nacionalnem posvetu na Brdu o odpornosti Slovenije ste dejali, oziroma je bilo rečeno, da več kot 70% hrane pri nas uvezemo, prehranska varnost je torej na nizkem nivoju. Kako ta trend obrniti, da bomo čim manj odvisni od uvoza hrane? Več nivojev, v bistvu več resorjev, resursov bo potrebno vključevati, povezovati na eni strani pridelovalce in ponudnike lokalne hrane v organizacije proizvajalcev, v zadružne sisteme, tako da bomo imeli ponudbo, ki bo tudi konkurenčna na trgu. Na drugi strani, kako več lokalne hrane, kot sem že povedala, pripeljati v višjem odstotku v javne zavode, kje imamo težave v celotnem infrastrukturnem sistemu, zakaj občine, lokalne skupnosti, javni zavodi ne morejo toliko hrane slovenske lokalne zagotoviti. In kot tretje je pa tudi potrošnik, moramo mu znati povedati, prikazati, zakaj je trajnostna ekološka hrana, slovenska hrana tako zelo pomembna, da bo razumevanje drugačno, kot je trenutno v družbi in odnos do slovenske hrane. Regionalni model prehranske varnosti, kaj to vse vključuje? Dejali ste, da so regije osnova. Regionalni model vključuje praktično vse. Kmete, pridelovalce, moramo jim znati omogočati prostor, kje bodo hrano pridelovali, to je trajno zavarovati kmetijska zemljišča. Na drugi strani celoten proces logistike, kako hrano pripeljati v lahko regijske zbirne centre, kdo potrebuje lokalno hrano in v kolikšnem obsegu, koliko hrane dejansko bo kmet pridelal za tovrstne potrebe in kako bomo do končnega potrošnika, naročnika to hrano pripeljali. V vmesni fazi pa jo moramo znati tudi skladiščiti, predelati, tu igra pomembno vlogo tudi agroživilski sektor in tako je praktično celotna veriga sklenjena regijsko. Mogoče konkretni cilji teh javnih tribun, ki jih boste imeli, zanima me, želite z njimi pridobiti predvsem odziv javnosti ali odziv lokalnih skupnosti? Kateri so konkretni cilji tovrstnih tribun? Jaz mislim, da tovrstne tribune praktično naslavljajo resnično celotno regijo kot tako. Mi smo nenazadnje vsi potrošniki, konzumatorji, se pravi hrane, ali je to uvožena, ali je to slovenska, to je pač vsaj 3-krat na dan uporabimo to vrstno surovino, pridelek, no in imamo na krožnikih. Tako da ni omejen krog, ni omejeno število, predvsem dvigniti nacionalno zavest, kako moramo podkrepiti lokalne regijske verige, kdo mora opraviti kateri del svoje domače naloge, kaj mora država narediti, kako lahko država bistveno bolj podpre lokalne skupnosti, občine, javne zavode, poslušati tudi direktorje, ravnatelje, zaposlene, ki izvajajo javna naročila in nekako spraviti na skupni imenovalec, nastaviti osnovne temelje, kako lahko podkrepimo dejansko verige, o katerih se pogovarjamo, pa vendar vidimo, da na območju celotne Slovenije nam ne dovolj dobro delujejo. Na Gorenjskem imamo izreden primer dobre prakse, kako so se povezovali. Danes smo tudi župana slišali večkrat, da je tisti človeški faktor, ki odigra ključno vlogo, da se potem smo pripravljeni se povezati in sodelovati tudi v prehranskih verigah, ki bi po mojem mnenju morale biti tiste najpomembnejše v odnosu sodelovanja. Slišali smo zaradi spremenjenih tako geostrateških kot gospodarskih in podnebnih sprememb. Me zanima, kako pomembno je sodelovanje med kmetom in trgovcem v modelu regionalne prehranske varnosti. Poglejte, tukaj treba pravzaprav omeniti celo verigo. Kmet, zadruga, potem trgovec ali pa zadruga, živilsko predelovalno podjetje. Kajti danes se kmetje težko z vsem ukvarjajo, primarno je njihovo poslanstvo, da pridelujejo in seveda svoje pridelke morajo potem ustrezno prodati. Manjši kmetje seveda ponavadi pridelujejo zase, srednje veliki kmetje in kmetijska podjetja pa seveda imajo drugačen poslovni model. In to je treba upoštevati. Se pravi, brez teh vmesnih členov ne gre. Težko se je pogovarjati s trgovino, če nisi živilsko predelovalno podjetje ali pa če nisi zadruga. Je res konkurenca je težka in pogoji so včasih res hudi, tako da je treba imeti trde pogajalce.
Da bo pa naša agroživilska veriga odporna, je pa pravzaprav delati potrebno na vsem. Mislim, da smo v zadnjih letih predvsem pozabili na živilsko industrijo, ki se je morala znajti po svoje, tako v surovinski bazi kot investicijski in seveda tudi potem na trgu. In tukaj se nam pozna. Zdaj, ko bi morali biti najbolj odporni, ker prihajajo različne krize, se moramo predvsem ukvarjati z osnovnimi zadevami, kako bomo ponovno vzpostavili to odpornost. In da so naša živilska podjetja odporna, potrebujejo trg, potrebujejo trgovinsko polico, potrebujejo delovanje skozi cel teden. Recimo, slišali smo, da nekatere klavnice koljajo živino 2 dni na teden, ker za več je nimajo, ker ostali del pa gre v izvoz. Mislim, da je treba res se usesti in premisliti, najprej sektorsko, potem pa še, kot vidimo zdaj, je izredno pomembno tudi regionalno razmišljanje. Kaj pa investicije v sektor? To ste tudi omenjali, da jih je premalo oziroma da bi si jih želeli več. Ja. Delež investicij, ki je potreben zaradi nadomeščanja delovnih rok, je nujen, se pravi digitalizacija, robotizacija, tam, kjer je to možno, silosne kapacitete, boljši proizvodni pogoni in seveda razmišljati treba o embalaži. Dejstvo je, da je potrebno živilske izdelke zapakirati in tukaj je Slovenija sama po sebi zelo ne samo oskrbna, kajti če želimo planirati prehrano čez daljši rok, na daljši rok, rezerve, je potrebno razmišljati tudi o ustrezni embalaži. Koliko mleka sploh še potrošnik dobi na trgovskih policah? Kako je s tem? Ja, dejstvo je, da se mlekarski verigi moramo posvetiti pravzaprav do njenega začetka, do njenega konca, to je, ko je izdelek na trgovinski polici in seveda, ko potrošnik stegne roko, da bo nek izdelek kupil. Kajti tisto je odtehta že 50%, kaj bo potrošnik kupil. Dejstvo pa je, da smo na nek način oslabili slovensko trgovinsko polico z deležem mlekarskih izdelkov na njej. Kljub temu, da smo vsaj pri reji mleka se hvalimo, da smo 100% samooskrbni, del tega seveda gre kot surovo mleko z nizko dodano vrednostjo v tujino, kajti tam je cena nekoliko višja. Naše slovenske mlekarne pa to, kar predelajo, bi seveda prvenstveno želele ponuditi doma. Dejstvo pa je, da se morajo kar krepko tudi za slovensko trgovinsko polico in potem tudi da preostane izdelkov izvozijo. Tako da, se pravi, nekaj let nazaj je bilo dejstvo, da je polovica mlečnih izdelkov na trgovinski polici iz tujine. Zdaj trenutne številke kažejo, da ta številka padla že krepko pod 50. Se pravi, dajmo se zamisliti in seveda dajmo vsi skupaj ukrepati, ko še lahko. Slišali smo prvi v nizu posvetov, gre za prihodnost prehranskih verig, bolje rečeno za modele regionalne prehranske verige. Glede na slišano danes, kaj menite o tej zamisli? Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije absolutno pozdravljamo vsako razpravo, ki govori o trdnih, močnih prehranskih verigah, kajti zgodovinski spomin nam govori točno o tem, da so samo močne prehranske verige tudi temelj prehranske varnosti in suverenosti. Na zbornici zagovarjamo tudi jasno stališče, da so prehranske verige vedno vezane na lokalno samooskrbo. Ponovno zgodovinski spomin govori točno o tem, da če se globalni trgi samo za nekaj dni pretrgajo, imamo v Sloveniji lahko kar panično stanje v tej preskrbni verigi. Zato pozdravljamo te razprave, pozdravljamo tudi, da je ministrstvo se lotilo tega in nenazadnje tudi eden od idej zbornice je bila, da se lotimo čim prej tudi strateškega pogleda na razvoj slovenskega kmetijstva in tudi slovenskega gozdarstva. In če je to v luči iskanja pobud idej za ta strateški pogled, dolgoročni strateški pogled v razvoj slovenskega kmetijstva, to absolutno pozdravljamo in vkolikor bomo povabljeni k temu sodelovanju, bomo tudi z veseljem sodelovali. Danes pa vendarle na tej današnji prvi okrogli mizi pogrešamo primarnega pridelovalca, torej kmeta, kajti danes smo se ponovno pogovarjali o kmetu brez kmeta in to je pa tisto, kar vedno znova opozarjamo, da vendarle vključimo tudi kmete v vse te razprave, kajti nenazadnje, tudi danes je bil kmet nekajkrat omenjen,
ne moremo in ne smemo pričakovati, da bo kmet vedno udejanjal tisto, kar si je nekje nekdo zamislil. Torej, mora biti vključen v razpravo, mora sodelovati v razpravi, jo mora sooblikovati, ne nazadnje tudi sooblikovati ukrepe za trajnostne prehranske sisteme in samo na ta način bo zagotovo vsaka takšna delavnica, vsak rezultat, tudi vsaka strategija takšna, ki bo na koncu tudi izvršljiva. Kmet je pri in predelovalec hrane, pa vendar smo slišali prejšnji teden na nacionalnem posvetu, več kot 70% hrane v Sloveniji uvozimo. Kaj to pomeni za doma pridelano lokalno, regionalno hrano? Je zagotovo nič dobrega, kajti verjamemo ne samo za lokalno hrano, tudi za potrošnika. Zagotovo je hrana pridelana v lokalnem okolju, torej tudi slovenska hrana, hrana izjemne kakovosti, varna za potrošnika, prihaja iz lokalnih trgov, torej ni podvržena dolgim potovalnim procesom, skladiščenju in tako naprej. Praviloma je hrana iz lokalnega okolja tudi potrgana, obrana, pobrana takrat, ko je res zrela, ko je torej najboljše notranje kvalitete in zato je lokalna hrana tudi za potrošnika največja dodana vrednost. Mi si želimo, da bi se ta trend obrnil, da bi bilo več hrane slovenskega porekla na slovenskih policah in se tudi verjamemo, da bo slovenski potrošnik slej ko prej spoznal to dodano vrednost in da bo pri svojem vsakodnevnem nakupu vendarle sprejel odločitev po nakupu hrane iz lokalnega porekla, torej iz lokalnega okolja. Menite, da bi se dalo z dodatnimi ukrepi obrniti ta trend, tradicionalni trend iskanja akcijskih cen slovenskih potrošnikov prav na to, kar ste izpostavili, na to, da se išče lokalno poreklo prej kot cena? Ja, zagotovo. Mi imamo vedno v vidu, ko se pogovarjamo o pripadnosti potrošnikov do lokalne hrane, pogosto govorimo o sosednji Avstriji, kjer je ta pripadnost izjemna. Ampak vendarle se moramo zavedati nečesa, tudi tam se je to zgodilo v desetletjih, da ne rečem skoraj da stoletju, da se je ta pripadnost razvila in tudi v Sloveniji se že kažejo prvi pozitivni učinki, da imajo otroci že v vrtcu, v osnovnih šolah in tako naprej, različne dneve tudi na kmetijah, kjer spoznavajo lokalno hrano in tako naprej. Po drugi strani pa imamo seveda kar nekaj ukrepov, ki jih moramo narediti, zato da bi prišli do tega učinka, torej bistveno več energije, tudi investicij namenjati promociji lokalne hrane, preko izbrane kakovosti je trend v pravi smeri. Tudi danes smo slišali, da pa z nekaterimi ukrepi ne smemo podirati tega. Tudi danes je bila omenjena košarica, ki je bistveno spremenila prehranske tokove v trgovinah v slovenskem prostoru, kajti vsi so iskali, ne glede na poreklo, najcenejši izdelek, kajti bilo je zelo priročno se videti kot najcenejši trgovec v nekem obdobju, ko so preverjali te cene v posameznih trgovskih verigah. Po drugi strani imamo veliko postoriti tudi pri izobraževanju mladih. Dokler imamo v učbeniku 5. razreda osnovne šole napisano, da je kmet največji onesnaževalec in tako naprej, imamo kar veliko zadrego. V starih učbenikih pa je vendarle pisalo, da je kmet pridelovalec hrane, tisti, ki ohranja krajino in tako naprej. Skratka, tudi v tem izobraževalnem sistemu bo potrebno nekaj postoriti, ne zgolj peljati otroke enkrat na leto na kmetijo oziroma na kakšen tabor, ampak je potrebno pri vsakodnevnem izobraževanju poudarjati ta pomen lokalne hrane. Zato tudi na zbornici izvajamo nekatere aktivnosti, podeželje v mestu, inovativni mladi kmeti in podobne zadeve, zato ker želimo ravno ta pozitivna sporočila prenesti do končnih potrošnikov in s tem tudi vplivati na povpraševanje po hrani slovenskega porekla. Ko se bo to zgodilo, mi verjemite, bo tudi na trgovskih policah hrana tista, ki jo potrošniki želijo. Omenili ste promocijo, dan slovenske hrane se je spremenil v teden slovenske hrane, to je v novembru, pa vseeno se zdi, da je takrat promocija najbolj osredotočena na slovensko hrano, medtem ko preostali čas leta pa ne. Kakšne ukrepe za čim večjo promocijo bi izpostavili? No, jaz se spomnim pred leti enega dogodka, kjer smo ravno o tem govorili, kako več hrane pripeljati tudi v javne prehranske obrate. In takrat je ena že upokojena kuharica iz vrtca rekla, pa kaj se gremo, dan slovenske hrane, tradicionalni slovenski zajtrk, zdaj teden slovenske hrane. Mi smo imeli včasih leto slovenske hrane. Torej, to je tisto, kar si želimo tudi v teh javnih prehranskih obratih. Torej, absolutno ta pozitivna sporočila o slovenskih pridelovalcih čim bolj pogosto omenjati tudi v medijih.
zakaj se moramo o kmetijstvu v Sloveniji pogovarjati samo ali v covidu, ali v vojni, ali ob neki prehranski aferi. Pojdimo, poglejmo, kaj je pozitivnega. Kmetje so vendarle tisti, tudi na tem našem gorenjskem koncu, ko skrbijo za krajino. Če se peljemo po malo iz vasi, iz mest v morda te bolj hribovske kraje, potem resnično lahko tem kmetom rečemo samo hvala, jim čestitamo za to, ker se dnevno trudijo na teh mestih, ohranjajo lepo Slovenijo, poseljeno Slovenijo, obdelano Slovenijo, in če tudi tega ne bomo kot potrošniki znali ceniti, potem je velik izziv pred nami, kako te kraje ohraniti tudi v bodoče takšne, kot so. Kajti te kmetije rabijo samo svojo priložnost, torej da nekdo kupi njihove pridelke in izdelke.